Odbor za promet pri strokovnem svetu SDS je obravnaval stanje na področju prometa oziroma delo vlade v zadnjih 2 letih z področja prometne politike in transporta in soglasno ugotovil več stvari. Prva je predvsem ta, da žal ni kaj dosti komentirati potez vlade na prometnem področju, saj je dejstvo to, da praktično ni bilo storjenega nič. Razen obljub iz predvolilne kampanje oziroma koalicijske pogodbe te vlade, ki so bile seveda zajeten šop dokumentov, ni bilo storjenega nič. To smo budno spremljali in vendar je potrebno opozoriti na več zadev. V zadnjem času se je pojavilo mnenje Računskega sodišča, ki očita Ministrstvu za promet, da zamuja s pripravo projektov, ki se financirajo iz evropskega proračuna oziroma sredstvi kohezijske politike, saj nova proga Divača-Koper, kjer ni izdelana celovita ocena izvedljivosti in smotrnosti gradnje. Prav tako se ministrstvo očita, da ni pripravilo enovitega predloga dolgoročnega razvojnega programa javne železniške infrastrukture. Ni potrjen nabor in kriterij potrebnih investicij, kar lahko po oceni sodišča privede do nepotrebnih del in s tem do neracionalnega trošenja javnih sredstev. Kot je že povedano, ob taki pasivnosti lahko Slovenija izgubi 5 evrov prometni koridor. Stanje na slovenskih železnicah prav tako ni dobro. Dejstvo je, da nimajo nikakršnih novih razvojnih programov, ne nabavljajo opreme za pretovor blaga, predvsem tu mislim na vagone, in ne prilagajajo se novi konkurenčnosti na železniškem trgu. Železniški potniški promet praktično ni omembe vreden, vse je zanemarljiv in ta oblast zato ni storila ničesar. Glede Luke Koper je poudariti, da je predsednik Pahor bil v mesecu aprilu v pristanišču oziroma v Luki Koper delniški družbi, kjer je obljubil, da bo do 13. maja sprejet državni prostorski načrt za območje pristanišča, ki bi omogočil njegov razvoj in širitev, ter s tem večji pretovor raznih blagovnih skupin, vendar od tega do danes ni bilo ničesar. Pravzaprav je še žalostno dejstvo, da je naša vlada oziroma ministrstvo klecnila pred odločitvijo oziroma mnenjem vlade Julijske krajine iz Italije, ki je nasprotovalo sprejemanju državnega prostorskega načrta za Luko Koper, kljub temu, da sploh ni pristojno oziroma ni sestavni del ali akter tega postopka. Prav tako je na področju cestnega prometa, razen tega, da lahko dnevno opazimo, da se sanirajo oziroma popravljajo v kratkem oziroma pred časom izgrajene novi avtocestni odseki, ostalega praktično ne moremo zaznati, ni novih razvojnih načrtov, predvsem v smislu popravil ali izgradnje regionalnih cest. Dars je praktično postal nekako delilec poslov za določena vzdrževalna dela določenim izvajalcem. Dejstvo je, da je s kadrovsko politiko te vlade oziroma znamenitim KAS-om in ostalih vpletenih akterjev v kadrovanje ali imenovanje uprav družb, ki so najbolj pomembne v slovensko prometnem transportnem sektorju, nastal določen zastoj. Dejstvo je, da je nujno zopet postaviti učinkovite uprave oziroma upravam omogočiti svobodno
svobodno podjetniško obnašanje in odločanje na trgu. Predvsem bo to možno s privatizacijo tako Intereurope delniške družbe, tako Luke Koper delniške družbe in seveda Slovenskih železnic ter ostalih pravnih oseb na področju prometa, se današnji vpliv politike na odločanje teh uprav, ki jim sledi zgolj odgovornost in seveda strah pred odločanjem, ne vodi nikamor. Žal so družbe zastale in seveda koristijo tiste resurse iz preteklosti, ki so jih vlade oziroma uprave s strategijami v teh podjetjih nastavile pred prihodom te vlade. Tako da je nujno sprejeti v nadaljevanju strategijo privatizacije in pritegniti predvsem strateške partnerje v ta podjetja, ki bodo omogočili tržno in drzno odločanje, racionalno poslovanje in pa seveda prinesli nove posle, tako da bodo družbe lahko nemoteno delovale v evropskem in svetovnem gospodarskem prostoru.